spoštovani udeleženci, toliko od nas sogovornikov. Zdaj zunaj je ena manjša pogostitev, preden bi pa šli na pogostitev, pa mogoče še razprava, mogoče še kakšno vprašanje. Za začetek pa prvo gospod Možek, mislim, da je želel zelo nakratko malo stvari povedati. Ne grizemo. Počujtes, predite današnjega dogodka. Hvala za besedo. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni, tako na tej strani, kot boljši del današnjega dneva, ki ste nam veliko povedali. Naj se predstavim, kaj sem. Prvo imam 4 imena, torej Anton, Tone, Miro pa Miroslav. Drugač po priimku sem Može, Primorc, tudi pridelovalec konoplje, vendar pred uvodom bom povedal o določenih nekaj dogodkov, potem pa tudi predstavil to, kar smo danes tudi že slišali, Slovensko združenje za konopljo v prehranske in neprehranske namene. Jaz se bom vrnil kar 3 leta nazaj, ko je na našem področju v Primorske prihajala gospa poslanka in nam je predstavljala, kaj je industrijska konoplja. Med ostalimi je takrat okužila tudi mene in lahko sem zadovoljen. Imel sem lansko in predlansko pridelavo konoplje v zelo visokem tržnem dogodku, če lahko rečem. Seveda za sebe pa hvala gospodu Vigdejetu, ker mi je res pripravil tiste semena, ki lahko najbolj kvalitetno uspejo na našem področju, na naši opeščeni zemlji v Senožečah. Začelo se je nekako tako, gospa poslanka, gospa Violeta, nas je povabila v Ajdovščino in nam predstavila, kaj je konoplja. Seveda, tam nas je bilo nekaj takih, je bilo že nekaj takih, ki so to poznali, veliko nas je bilo pa tistih, ki smo želeli s tem se ukvarjati. In seveda smo začeli. In spoznali smo veliko težav, kako do dokumentov, kako do semena, kako seveda pridelati in kako predelati. No in z tega smo tukaj, nekaj nas je tudi tisti, ki smo potem tudi to združenje ustanovili tukaj in gotovili smo tako Primorci in vsi drugi deli Slovenije, Dolenjska, da je potrebno se organizirati v obliko, recimo, združenja. Želja je da še večja, da bomo nekaj krovnega, bomo postali Slovensko združenje za konopljo v prehranske in neprehranske namene. Tukaj moram zelo pohvaliti Kmetijsko-gozdarsko zbornico, ki nam je sledila, da smo se pripravljali na ustanovitev združenja prav v njihovih prostorih. In ko je prišlo do trenutka, ko smo imeli v lanskem letu ustanovno skupščino, nam je bilo veliko čast, da ste bila na ustanovni skupščini tudi gospod Šoltes in gospa Tomič Violeta. Takrat smo se ustanovili, povedali smo, kaj bomo imeli. Torej, prvo je bila želja, kot sem že povedal, da združimo ljudi, da bomo delali pod isto streho in reševali probleme, pa tudi, kar je pa tistega lepega, skupaj delili. In tako smo tisti dan ustanovili 4 odbore. Enega vodi gospod Rendejo, to je za seme, kar smo se že slišali, da želimo imeti slovensko seme. Potem je pridelava, ki je tudi predsednik tukaj, to je gospod Resnik. Potem imamo predelavo in trženje. Torej danes je bilo že obrobno kar nekaj povedano od gospoda Vrkmana glede strojev. Da mi smo že naredili nekaj korakov na ministrstvu, se predstavili, kaj smo v združenju, tudi sprijeli so ne za tisto, kar so verjeli, da bomo lahko postali. Vendar ne mi zaveriti, ker sem tudi samokritičen, pri nas smo naredili napako in smo napačno izvolili 2 ključna organa, ki vodita naše združenje in so seveda tudi nam za leto dni nekako zavozili te naše dogodke oziroma uspehe, tiste, ki imamo tudi v statutu. Tudi letos bomo kupovali novo železo,
katerim bomo delali in šli prav potem, kot sem omenil, in kar nas tudi skupno kako tare, to je, da bomo imeli seme, da bo pridelava oprema, dobro, za pridelavo mogoče ni toliko zahtevna, je pa potem pri pridelavi, kot smo slišali, komban in ostala tehnika, da lahko pridemo potem do olja, do moke, pa do niti, kot smo omenili in podobno. Združenje se je usedlo v Sloveniji zelo dobro. Naj še povem, kar smo tudi slišali od poslanke, glede zdravniške zbornice, katera nas že vabi k sodelovanju, seveda za kateri del. Torej del pridelave in njihova je bila tudi, kaj naj povemo, mi smo povedali, kako to gre. Povabili so nas tudi na eno predstavitev zelo na kratko, ko so informirali svoje doktorje, doktorce, kaj je konoplja. Moram reči, da marsikdo ali pa marsikatera so zelo malo vedeli o konoplji. No, takrat, kot je videla gospa poslanka, je bilo pa zaskrbljujoče. In kaj je to? 4 Izraelci že vehementno med vsemi se že predstavljali, kako bodo oni gojili industrijsko, seveda v tem primeru konopljo. Ki so preprosto izloženi. In ko smo predstavili potem v odmoru, da mi imamo boljše pogoje, mogoče kot je tam, kjer oni živijo, ne me slabo razumeti, ampak mi imamo Sečoveljsko dolino, verjetno ste že veliko slišali, kjer bi nekdo želel imeti golf igrišče, kateri nekaj drugega, vedno porekajo, da je zemlja nekvalitetna, to tudi drži, vendar, kot smo že danes slišali, konoplja ne rabi dobre zemlje. In kar je še pomembno, na Primorskem bi bile lahko 3 žetve. Vrnili se bo samo korak nazaj, torej Slovensko združenje za konopljo. Mi tukaj se nismo odločali, niti ne za industrijsko, niti se nismo odločali za medicinsko konopljo. Vemo pa, da obe skupaj v slovenskem prostoru imajo prihodnost, vendar naj ne bo to stigmatizirano, kot smo slišali, ampak naj bo združeno in to verjamem v delu tudi naprej našega slovenskega združenja za konopljo, da bo to uspelo in bomo prišli tudi do tistega, kar nas muči, in to je oprema. Verjamem, gospod Gertman lahko bo trdi, v lanskem letu je bilo rečeno, če se ne motim, gospod Gertman, 45% subvencioniranja strojne opreme. 30% se subvencionira strojna oprema. Za trenutno nekega stroja, ki bi ga lahko kupili, ga enostavno ni. Holandski stroj, ki ga najdete na internetu, stane pa 400 000. Ampak, veste, ministrstvo za kmetijstvo, sredstva so na razpolago, sam nekdo jih mora priti iskati za tak namen. No, hvala gospodu Gertmanu, ki mi je pomagal tisti del, da bi potreba meni razlagati. Torej, so pripravljeni, na naši strani naj bo tudi pripravljenost, verjamem, da bomo tudi pri tem uspeli. Moče še na konec, verjamem v prihodnost, vete, samo mogoče malo tisto, kot velikokrat slišimo, konopljo bomo gojili zaradi nekih spominov, nostalgije, veste, okrog mene tistih se vrtijo, pridejo vprašati, bomo sadili, vendar kaj v tega ostane. In gledajte, osebno je podpiram, ker z nostalgijo ne gre. No, če zaključim moja dveletna pridelka, pomoč bi bila tudi doktorca, poslanka, ki ste prebilna, Tanja Bagar, ki mi je tudi naredila analizo mojih izdelkov in se lahko pohvalim, da sem bil med prvimi po kvaliteti. Verjamem, da bomo šli skupaj naprej, ljudje nas podpirajo, če se bodo našli shod, ki ga je gospod Šoltes pripravil, pomeni, da ne delamo nekaj v prazno, da želimo z tega, tudi mogoče nostalgijo, ampak predvsem ustvarja to, da bomo imeli prihodke. Zdaj, prihodke naj ne naštevam delovna mesta, pa tako naprej, ampak da bomo to, kar rabimo, tudi sami doma predelali. Hvala lepa. Hvala. Dobar dan, moje ime je Gregor Škerl. Jaz bi najprej gospodu, ki zdaj ne govoril, povedal,
povedal, da od nostalgije živimo vsi aktivisti, ki se že desetletja ukvarjamo s konopljo oziroma jo propagiramo. Tega nimamo, nič tega, kar ste rekli. Ne? Tako da nostalgija veliko naredi. Zdaj pa naprej, najprej bi gospod biotehniški, gospod Kockan vprašal, kaj je to marihuana, ker to je angleški izraz, jaz sicer znam angleški, ampak ta izraz marihuana me zelo zmot, zato ker sem Slovenc in poznam izraz konoplja. Vsi vemo, da konoplja je ena vrsta, imamo različne sorte potem, ne? In ne vem, zakaj skozi sprenevedanje, če pa že vrsto let aktivisti govorimo in opozarjamo, da je to ena rastlina, eno ime in ne vem, zakaj moramo zdaj uporabljati pač več imen za to, da se lep sliši, ker so tuja. Potem bom najprej več vprašanj, potem za odgovore. Se pravi, potem gospoda Bolko bi vprašal, ali ste delali mogoče izključno s konopljino smolo in če ste pač lahko hitro, kakšni so rezultati oziroma zakaj niste, če niste. In pa gospod Grkman, stroji sicer obstajajo, ni samo holandski, ki je toliko pač tavžen evrov, obstajajo tudi drugi stroji. In pa teh 40.000 evrov, ki so namenjeni za promocijo oziroma za investicije, če sem prav razumel, a se vam to zdi teh 40.000 velik denar, če je namenjen celi populaciji, ker vemo, da v gospodarstvu 40.000 za eno firmo je v bistvu drobiš v Kapljom morju, v bistvu drobiš v primerjavi z vsemi stroški zagona nekega podjetja. Hvala. Glejte, konoplja, res navadna konoplja, kot jaz rečem, marihuana, pravite tujka, lahko bi opisno vam rekla, da je konoplja, ki vsebuje več psihoaktivnih snovi, med katerimi je ta THC v večjem obsegu. Zdaj, zakaj bi to besedo ne smela uporabljati? Na vse zadnje, mogoče meni tudi ni všeč rekreativna konoplja, pa medicinska konoplja, a to pa lahko uporabljamo. Tako da Vse to je podobno, gospa, a pa radižniku tudi rečete, bolj rdeč pa manj rdeč pa radižnik. Ali vs radižnik? Tudi lahko tako rečem, kot če... Lahko, seveda, če želite. Če vi v vaši glavi nimate marihuane, dobro, lahko uporabljate kaj druge. Prej nisem govoril o 40.000 evrih za zagonjenje podjetja, sem govoril o 40.000 evrih dodatnih sredstev, ki bodo namenjena selekciji konoplje, se pravi za neko raziskavo. In pa CRP projekt, ki je 3-leten, ki je podprt namen 120.000 evrov, koliko je podprt. Da gre tle za denar za zagon podjetja. Kar sem pa prej rekel, glede, kar se strojev tiče, je pa tako, a veste, mislim, se jaz tega nisem hotel govoriti, ampak to sem že večkrat rekel. S to konopljo se ukvarjamo že od leta 2004. Pa jaz se ukvarjamo z industrijsko konopljo. Pa vi zdaj rečete, je to marihuana, ali ganja, ali Mary Jane, ali karkoli že, jaz se ukvarjam z industrijsko konopljo. Če bom še kakšno tako vprašanje postavil, bom jaz tudi odgovarjal. Ampak, če bi hotel s tole industrijsko konopljo karkoli narediti pametnega, pa tle tudi povem to Dejanu Regel, on je postavil hišo. Ampak če zdaj rečem takole, a veste, sej neko volontersko delo postaviti neko hišo, ampak treba priti do nekega izdelka, ki ga bo mogoče tržiti. Sej je prav, entuzijazem in nostalgija in vse te stvari. Ampak če bi pa hotel priti do neke ustrezne niti, pa tudi ni tako enostavno. Pa bom rekel, da jaz tega znanja nimam. In ga tudi ne vem, kje bi ga najdel, ker se je pač v tem našem prostoru se je nekje izgubilo in ga ni več. Znanje je, ampak birokrati ga onemogočajo. Glejte, nobene birokratske ovire ni v tem smislu, da bi se nekaj kmetov združili v, ne vem, 10 kmetov, posijali 200 hektarov, kupili nek stroj in začeli proizvajati neko prejo ali vrv ali karkoli drugega. Za to, da bi se iz industrijske konoplje ni nobene stigme in nobene ovire več. Ne govorim pa zdaj o medicini,
medicinski konoplji, če hočete, ali v rekreativni rabi, ali vsem tem večjem. Moje ime je Gidi Kozjek, sem predstavnik rodovnih vrtičkarjev. Konoplja zdravi zemljo od radioaktivnosti. To si pa poglejte za domačo nalogo na YouTubeu. Dr. Emoto Imuro je preučeval, kako bojo rešili problem Fukushime. Rešeno. Industrijska konoplja to rešila. Zdaj pa za domačo nalogo pa Violeta Tomič, prosim, če vsem poslancem to poveste, ne pogledajo, vi pa na evropskem področju zaščitite Slovenijo, da bomo zdravo okolje imeli. Hvala lepa. Hvala. Mislim, da je to dobra pobuda. Sam sem že dal tudi vprašanje na Evropsko komisijo in odgovor v ene firme iz Celja je bil čist najbolj prijazen, ampak mislim, da je konoplja tudi rešitev za zemljo v Celju in okolici, ki je relativno bolj razmaženih v Republiki Sloveniji. Tako da še enkrat hvala vsem, še enkrat hvala s našim gostom za kraj.